Danes v Pomurskem dnevniku predstavitev projekta Svetovanje. S srcem v naslednjih 135 let. Volivci podprli zakon o drugem tiru. Mura potopila Brda. Vreme jutri oblačno z občasnimi plohami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli petek so na Ljudski univerzi Murska Sobota pripravili tiskovno konferenco, na kateri so predstavili dva projekta, in sicer projekt Svetovanje ter projekt Pridobivanje kompetenc, ki sta med seboj tudi tesno povezana. Svetovanje je projekt, kjer zainteresirani dobijo zaupne informacije, svetovanje in vrednotenje pridobljenih znanj za pridobivanje novih kompetenc. Možnost svetovanja velja za vsakega prebivalca regije, odraslega, ki ni vključen recimo v redno izobraževanje, pa tudi do 4. življenjskega obdobja. Glavni poudarek petkove konference pa je bil na svetovanju in pridobivanju kompetenc za zaposlene odrasle s ciljno skupino 45 let in tistimi, ki imajo končano največ srednjo šolo. Torej, če govorimo o ciljni skupini, pomeni, da tudi projekt od nas pričakuje, da se vključi velika večina starejših od 45 let in tudi tistih, ki imajo največ srednjo izobrazbo. Ne izključuje pa ta projekt nobenega, seveda odvisno od tega, kaj ljudje potrebujejo, zato da bi lažje delali, boljše delali ali pa tudi, da bi ohranili delovno mesto. Nenazadnje to pomeni, da tudi nekdo, ki ima visoko izobrazbo, nujno potrebuje novo znanje, se lahko v te projekte vključi. Vse storitve so brezplačne in so financirane strani Evropske unije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt traja 6 let, možnosti je veliko in pričakujemo, da seveda pridejo ljudje in da se vključijo. Posebej bi pa poudaril to, da lahko se samo izobraževalna vsebina, tečaji, če poenostavljeno rečeno, pripravijo tailor-made, torej pomeni na kožo delodajalcev ali pa skupine tistih, ki določena znanja potrebujejo, glede na njihovo predznanje, delovne izkušnje in podobno. Projektu Svetovanje so se pridružili tudi na Ljudski univerzi v Lendavi, kjer so izjemno zadovoljni tako z udeležbo kot interesom med ljudmi. V svetovalno središče sedaj lahko ljudje prihajajo vsak dan, nimamo omejitev, tako kot je bilo, ko je pri nas gostoval ISIO Murska Sobota, da so bili ljudje omejeni na en dan v tednu. Vsekakor je izjemnega pomena, da se srečamo z ljudmi, še preden se odločijo za izobraževanje. Imamo tudi prve dobre primere dobre prakse, se pravi, da so se tisti, ki so prišli najprej v svetovalno središče, potem odločili za izobraževanje, pa ne samo v neformalnih programih izobraževanja, ampak tudi v formalnih programih izobraževanja, in letos smo imeli tudi prvo gospo, ki je naredila zaključni izpit. Kot pravi Alojz Raka, je navdušenje med udeleženci na koncu dosti večje kot na začetku. Takrat, ko ljudje zaključijo tečaj, so navdušeni, pred začetkom tečaja pa običajno imajo kakšne pomisleke v smislu, bom zmogel, znam, se spomnijo kakšne tudi manj prijetne izkušnje z osnovne, srednje šole ali fakultete, ampak v glavnem izobraževanje odraslih je drugačno, ker ga tudi drugače doživljamo, drugače izvajamo, in ko se ta bariera prestopi, so potem običajno vsi navdušeni, zadovoljni in bi želeli nadaljevati. V osebnih in zaupnih pogovorih boste tako dobili vse informacije o vašem že pridobljenem znanju in novem učenju. V zdravilišču Radenci bodo v petek 29. septembra ob Svetovnem dnevu srca praznovali tudi svoj praznik, 135. rojstni dan. Kaj vse pripravljajo ob tej priložnosti, nam bo povedala Vesna Mavčec, direktorica hotelov zdravilišča Radenci. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ob Svetovnem dnevu srca bomo obeležili 135-letnico našega zdravilišča in v sodelovanju skupaj z Vzajemno in Zavodom za zdravstveno zavarovanje iz Murske Sobote obeležili tudi Svetovni dan srca oziroma dogodek Delam srcem. Ob tem naj povem, da bomo pripravili številne aktivnosti, tako dopoldanskem kot popoldanskem času, tako da bodo gostje lahko prišli in zbirali minute za zdrav
zdravo srce. Aktivnosti, ki bodo namenjene za njih, pa bodo različne, od gostinskih napotkov za pripravo zdravega napitka, potem zdrave sladice, različnih animacijskih aktivnosti od pohoda, nordijske hoje, potem hoje po bosonogi poti, potem različne druge aktivnosti in pa tudi za najmlajše smo poskrbeli za Zaimkotovo deželo, ki bo prav tako potekala v dopoldanskem in popoldanskem času. Kje pa bo tisto osrednje dogajanje? Nekaj ste pa tudi že omenili, da je za najmlajše. Komu je še namenjen ta dogodek? Svetovni dan srca je namenjen popolnoma vsem obiskovalcem, tako da se lahko udeležijo tako najmlajši od vrtca, potem dijakov v osnovni šoli, učencev, potem tudi starejših in pa upokojencev. Samo prizorišče bo pred hotelom Radin oziroma v našem zdraviliškem parku, kjer bomo po različnih točkah pripravili te aktivnosti in jih se bodo gostje lahko udeležili skozi cel dan. Torej, prihodnji petek obeležujete velik jubilej 135 let. Mogoče, če na kratko pogledava tiste mejnike in kakšni so pravzaprav načrti za naprej. Ja, tako je. Jubilej, kot je 135-letnica našega zdravilišča, je za vse nas zelo pomemben, tako da smo ravno v ta namen 29.9. pripravili vse te številne aktivnosti in res vabimo vse, da izkoristijo ta dan in namenijo nekaj za svoje zdravo srce. Mejniki v naši 135 dolgi letni tradiciji so pa res številni, od prvega dne, ko je dr. Karl Hen našel to zdravilno vodo, katera nas je v bistvu vse začarala in kateri smo tudi hvaležni, da v bistvu zdravilišče obstaja. Potem seveda začetek hotelske dejavnosti, potem tudi naše zdravilne kopeli, ki smo jih pripravili, potem obnove naših hotelov, wellness centra, postavitev naših term, se pravi termalnega parka. Skratka, številni mejniki, ki so nas nekako označili v preteklosti in nam bodo v prihodnje še zelo dobro služili. Vsekakor v prihodnje pa načrtujemo številne aktivnosti, kjer si želimo, da bi nas gostje še bolj obiskovali in seveda, da upravičimo našo lokacijo na svetovnem zemljevidu, tako da bomo pripravili številne aktivnosti in nekako poskušali izpostaviti našo zdravilno vodo, ki je v evropskem merilu ena izmed najbogatejših z naravnim CO2-jem. Če mogoče za konec, če povabite gledalce, naj se vam v petek 29. septembra pridružijo v zdraviliškem parku. Ja, vsekakor. Jaz bi vse gledalce Ideja TV povabila, da ob Svetovnem dnevu srca 29.9. se nam pridružite v zdraviliškem parku in naberete 135 minut za vaše zdravo srce. V zameno za zbranih 135 minut pa vam bomo podarili še 180 minut brezplačnega kopanja v našem termalnem parku. Tako da vabive vse, naj se vam pridružijo petek, dogajanje bo pestro, ponujate kar nekaj ugodnosti, tako da vabljeni. Hvala lepa. Prav, najlepša hvala vam tudi za obisk v našem studiu. Hvala lepa. Referendum o zakonu o drugem tiru njegovim pobudnikom ni uspel. Večina volivcev je namreč ob nizki udeležbi zakon podprla. Za je po skoraj vseh preštetih glasovnicah glasovalo dobrih 53, proti pa dobrih 46% volivcev. Delni neuradni izidi Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovih kažejo, da se je referenduma udeležilo 20,7% volilnih upravičencev. Za uveljavitev zakona je glasovalo 53,36%, proti pa 64,37% volivcev. To pomeni, da pobudnikom z referendumom ni uspelo zavrniti zakona o drugem tiru, saj bi se morala za zavrnitev zakona na referendumu izreči večina udeležencev, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20% vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, bi moralo proti zakonu tako glasovati okrog 340.000 volivcev, medtem ko se jih je včerajšnjega glasovanja skupaj udeležilo dobrih 343.000. Po nizki volilni udeležbi do 16. ure je sicer pobudnik referenduma Vili Kovačič napovedal, da bo zakon zdaj vložil v ustavno presojo, obrnil pa se bo tudi na ustavno sodišče. Vladna stran je medtem v nizki volilni udeležbi videla znak, da imajo volilci dovolj političnih igric in da odločitve o pomembnih infrastrukturnih projektih raje prepuščajo vladi. V oddaji iz našega studia smo gostili predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak, ki nam je v zanimivem pogovoru zaupala tudi marsikaj iz njenega zasebnega življenja. Ste vedeli, da je svojo prvo službo opravljala ravno v Murski Soboti? To je bila moja prva služba, zato je nikoli človek ne pozabi. Tudi kar zahtevna izkušnja za začetnico,
ko sem dobila 5 razredov po 36 fantov kovinarjev in 1 razred naravoslovcev. In takrat sem lahko primerjala, kako je, če učiš tiste učence, ki jih snov zanima, ali pa tiste, ki imajo malo težave s tem. No, Murska Sobota do neke mere se je res spremenila, vsaj prometni režim in krožišča in vse to. Predvsem pa je sedaj veliko bolj dosegljiva zaradi avtoceste. V mojih časih smo se kar dolgo časa cijazili, bodisi do doma, Maribora ali pa Ljubljane. Celoten pogovor si boste lahko ogledali danes ob 18:30 in 20:15. Mi pa k športu. Črno-beli so se včeraj v 8. krogu druge slovenske nogometne lige doma spopadli z gosti iz Brd. Muraši so zmago ponovno zasedli vrh lestvice, ki so ga začasno izgubili. Poglejmo, kaj je po tekmi povedal strelec tretjega gola. Žan Karničnik, nova tekma, nova zmaga, kako ste zadovoljni? Vsekakor na moje 3 točke veliko pomenijo. Tekma je bila od začetka nekoliko trša, nasprotnik se je zaprl in z neko strpno igro smo prišli do tega, da smo ga odprli in na drugem polčasu zabili še 3 zadetke, kar smo vsekakor nas veseli. Tvoj prvi zadetek v dresu Mure v prvenstvu, enega si že zabil v pokalu, verjetno še toliko slajša zmaga. Ja, seveda, vedno pač prvega toliko boljše, no zdaj še za nadaljne delo, da mi je uspel končno ta zadetek in upam še na novo. Naslednji krog vas čaka že v sredo v Brežicah. Kaj pričakuješ od tekme? Ja, vsekakor, da gremo po nove 3 točke, da jih pripeljamo s seboj v Mursko in seveda, da sedemo prvo mesto na lestvici. Na spletnem portalu sobotainfo.com pa poročajo, da Pomurci izstopajo po slabši kvaliteti semena. Več na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri se bodo občasno pojavljale rahle krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo občasno tudi sončno. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 14 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi stopinjo več. Jutri se bodo občasno pojavljale rahle krajevne padavine, na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo občasno tudi sončno. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 11 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 17. V sredo bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, več sončnega vremena bo predvidoma na Primorskem. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 8 in 11 stopinjami, dnevne pa med 19 in 22 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebine najdete na naši spletni strani. Z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.